Tonski snemalec je profesionalec, ki je odgovoren vseh zvočnih posnetkov, ki so v filmski ali televizijski produkciji. To so lahko dialogi, ambienti, vsi šumi, ki se dogajajo na sliki. Zato tonski snemalec dela na setu in dobro posnet zvok ni samo delo snemalca, ampak je rezultat tudi dela režiserja, igralcev, tudi direktorja fotografije, ker sodelovanje je bistvena stvar za dober rezultat. In tudi je zelo pomembna komunikacija, predvsem z režiserjem. Tonski snemalec mora govoriti z njim in mu sporočiti vse, kar se tiče problematike in potrebe zvoka, tako da se pride do dobrega rezultata. Z direktorjem fotografije se lahko menimo, kako narediti kader in mislim, kako delati skupaj, da se ne vidi na primer senco buma ali senco drugih mikrofonov. Se lahko tudi dela z kosmografom, tako da se dobro skrije tudi mikrofone pod oblekami in tako. V filmu rabimo dva tipa mikrofonov. Prvi so usmerjeni mikrofoni, s katerimi snemamo dialoge in tudi šume, ambiente, vsa posamezna zvoka tudi predmetov ali gibanja, veter, promet, ptice, ki pojejo, lahko to je vse, kar se zvočno dogaja na sliki. Drugi tip mikrofonov, ki zelo rabimo, so radiomikrofoni ali pa jih kličemo bubice. In to so zelo majhni mikrofoni, ki skrijemo pod obleki igralcev. In to se rabijo predvsem, ko direktor fotografije uporabite širokotne fotografske leče in zato bi bili usmerjeni mikrofoni preveč daleč, da bi dobro lovili zvok. Ambient je zelo pomemben, ker okarakterizira zvočno osebnost filma. Ko zvok dobro opisuje sliko, to po mojem pomeni, da je scena popolna. Jaz bi rekel, da vsi šumi delujejo na nekem podzavestnem nivoju gledalske izkušnje. In to lahko rečemo tudi, ko snemamo tišino, ne. Za gledalca, gledalec zavestno ne opazi, da se zvočno nekaj dogaja. Ampak ta nepremičljivost zvoka je v tem primeru srce vse te izkušnje. Zato je ambient je pomemben, ki da ta vtis te čarovnije. In če pivo se tudi snema v študiju, ker ni vedno lahko snemati zvok v lokaciji, predvsem v zunanji lokaciji, ker je zelo težko imeti vse pod kontrolo. Zato šume in zvoke se obdeluje tudi v postprodukciji
in sob de lui e tudi dialoge. V študiju lahko posnemo tudi nove zvoke, ki bodo šli obogatiti sceno, ali pa tudi zvoke, ki lahko okrepijo šume, ki so že bili posneti na lokaciji. Zvok, po mojem mnenju, ima podzavestne lastnosti in omogoča sočustvovanje med gledalcem in platnom. Ta je čarovnija, ki teče po tanki žici, in vloga tonskega snemalca je vloga čarovnika, ki ta svet zgradi in omogoča potapljanje gledalca v novo in globoko dimenzijo.